A veš ono, ko razmišljaš, kaj bi posnela in končaš svoj look, pač daš šminko gor in gotoviš, da totalno mečaš šminko. Sicer kamera ne ujame, koliko dejansko divji so te lasi, žal, ampak lahko bi se rekla, da sem totalno matching. Zdaj vidimo, kje mi je bila inspiracija, mislim. Ok, današnji video pa upam, da ostane tako nasmejan tekom videa, ker sem ga že dvakrat probala posneti in vedno je prišla kakšna solzica in ker nočem tega, ker hočem biti pozitivček na mojem YouTube kanalu, sem se odločila to posneti zdaj, ker sem zelo dobre volje, pojma nimam zakaj, mogoče zato, ker je Matjaž v Španiji. Torej, danes bom spregovorila o eni temi, Mica, bom spregovorila o eni temi, ki je kar občutljiva zame. Jo pa že nekaj časa obljubljam, ne? In sicer moji postavi. In to govorim zdaj, ker sem celo v črnem in zavita do ne vem kje. Ampak okej, bomo šli skozi, ne? Ja, dolga zgodba. Ena tema, kar mi res ni prijetno o njej govoriti, ampak po tolikih vprašanjih, ki sem dobila, zakaj Perfect Body, zakaj sem se odločila za LPG, za X-Body, za Osonan, za Osman, za whatever tisto je. Toliko vprašanj, ko sem dobila, sem rekla, ne boš vsaki posebej pojasnjevala, naredi video. Sicer se vse začne že v zelo zgodnjem otroštvu. Jaz sem v osnovni šoli bila ena tistih punc, na katero so se ljudje lahko spravljali. Sicer zdaj, ko gledam, na tisti čas niso dejansko imeli podloge. Edina podloga je bila, da jaz sem pač dajala nazaj, da me je bolelo, da sem se branila in itak. Če te bo nekdo zafrkaval, če mi ti daješ še dalje pobudo, če se dereš nekaj, če tisto, če tretje, itak je te zabava. Če bi jaz ignorirala v tistem momentu, bi bilo vse konc hitro. Ampak no, tarča zbadanja je bila lih moja postava, Lucky Mia, ne. In sicer sem doživela tega, da sem mip, da sem debela, da svega iz svačega, pač po domače. Ampak, zdaj, ko gledam na slike, definitivno ni bilo nič od tega, ampak, ker sem rekla, sem bila easy target, pač, zakaj ne bi zafrkavati tistega, ki ti daje nek respons nazaj, ne? Osnovnošolska leta so šla mimo, hvala Bogu, prišla je srednja šola. Na srednji šoli, tisti, ki me spoznate, Goričani predvsem, veste, da okoli 15 do enih 17, skoraj 18 let, sem jaz delala tudi dosti v manekenstvu. Sicer večino stvari sem držala zase, ker tisti, ki ste z Gorice, tudi to veste, da Gorica je tako zelo posebno mesto. Bom pustila pri tem. In jaz se nisem želela izpostavljati, zato ker sem bila, ja pa itak bojo vsi mislili, da se hvalim, da ono je tretje, sem pa za zaprtimi vrati začela dobijati bolj resne ponudbe, kakor so, ne vem, razne mis, ampak to ne neke mis, ne vem, vrtnic, sočet, deči, tudi jaz sem na mis sočet, tako da ne hejtam, samo pač zavedamo se, kaj je, ne. Torej, tu je nekaj malo bolj kao haj. In dobijala sem tudi prve ponudbe za razen Milano, za, ne vem, Nemčijo, za tisto, za tretje. In to se vse dogajalo za zaprtimi vrati. In pri mene je bila odločitev sicer ali nadaljevati s tem ali srednjo šolo. In pametno, neumno vi se odločite, zakaj sem se odločila, ne. Torej, kaj pa je to postilo pri moji psihi in pri moji postavi? Če ste kdaj delali v manekenstvu ali pa če poznate pri koga, ki dela v manekenstvu, veste, da ta posel ni lih najlažji. Hvala Bogu, zdaj, da prihaja ta novi fitness trend in whatever, tako da se stanje malo izboljšuje, ampak to je bilo skoraj 8 let nazaj, kadar sem začela s tem, kadar so moji možgani bili najbolj občutljivi za vso kritiko, ki si v najstniških letih, ko vse vzameš toliko k srcu, so ene pametne agencije mene psiho totalno uničile za cel life. Ja, full fajn. Sveka, ta video je malo čudno, se vidite ta nervozen smeh, pa gledam stran. Ja, ok. Torej, kaj se je zgodilo? Jaz sem pri svojih 16-17 letih, tam nekje, 16, ja, 16, sem bila že visoka toliko zdaj, 174 in tehtala približno okoli 49 kg. Jaz sem prišla do te točke, da sem baratil med tem, kad car. On mi je res, toliko mi je pomagal, toliko mi je vse glede fitnessa. Ampak jaz sem toliko gnala, da me čim več tera v fitnessu in povsod, da sem spomnila prvo momenta, ko sem bila v fitnessu, delala sem leg press, no, pozabila.
kile je bilo preko 100, toliko sem bila že zmučena, da sem jokala zraven treninga, on mi je težil, pejdi domov, očitno ne moreš več in jaz sem bila, ne, še moram. A ja, pa mini podatek, tisti dan sem šla na trening ob 7 zvečer, s tem, da sem čez dan pojedla, ker to sem štela kakor obrok, eno belo kavo. Jap. Torej, to je manekens pa naredila z mene. Zazvila sem res čuden odnos s hrano. Nikoli nisem mislila, da sem dovolj. Vem, da nam pozabila, smo imeli sistematski pregled. Ali je bilo to v osnovni že? Ne, v srednji. Ali je bilo zadnji letnik? Ne, srednja bila. Imeli smo sistematski pregled in me je ta zdravnica pač kar te normalno vpraša, koliko to, koliko uno. In bolj nekaj, koliko bi rada tehtala. Poslušajte moj odgovor. 174 cm visoka ženska, toliko sem. 39 kg. V moji glavi je bilo še tisto preveč, ker je bila za mano punca. Sem zato pač rekla malo višje, zato da ne bom izpadla pač, da to je pa premalo, ker to je pa ljudem čudno. Ampak v moji glavi se je to dejansko dogajalo. Druga zadeva, kar mi je bila wake-up call, da ok, Sandra, nekaj moraš spremeniti, je bila tudi tam, da pri predmetu sociologije moji srednješolski sošolci in sošolke, če bojo slučajno to gledali, si odomislili, ta je bila pa res fucked up. Pač ja sem bila, kaj češ, vsi smo dali nekaj skozi jebarga. Še ena stvar, kaj nam pozabila. Pri predmetu sociologije smo mogli delati predstavitve, kakor vsi. In jaz sem seveda, ker me je to ful interesiralo, sem naredila predstavitev glede motenj prehranjevanja, prehranjevalnih motenj. In v trenutku, ko sem stopila gor, povedala profesorju, kaj bom jaz predstavljala, mi je ta odgovoril, samo da nisi ti anoreksična. To je bil meni trigger naslednji dan, ker ti dan se nisem zavedla. To je bilo meni največja pohvala, kar bi mi lahko nekdo rekel. V tistem momentu so sicer moje kolegice takratne so začele ne, pa onako je fitness, pa treba pa tisto. Jaz sem slišala samo ta njegov glas. Ker dejansko je prišla že do te točke, da sem bila, yes, opaziš, da sem skušala, opaziš to. Tretja taka bum, kar sem doživela, konc drugega letnika tam nekje srednje šole. Sem v Ljubljani spet imela neke castinge in ne vem kaj in mi reče ena agentka, oziroma ne vem niti kako bi rekla tej ženski, noče mi niti poimenovati. Tiste, ki delajo v tej industriji, veste, da ona ima 3/4 miz zadev po Sloveniji. Torej, v njeno pisarno stopi 174 cm visoka, slabih 50 kg težka ženska, zdaj, 2-3 dni komi, da je kaj jedla samo v tistem času, tuno, konzervo tune, odcedila stran olje, tako da slučajno je bilo kaj olja in kos kruha, mogoče pač to usta, tizga polnozrnatega zraven. Torej, taka oseba pristopi k njej, taka oseba, ki je štela belo kavo za obrok in ona reče, veš, pri moji agenciji pa res pazimo, da punce ne bi zabredle v anoreksijo ali pa kaj tazga, ker res pazimo na to, da so zdrave. Ampak ti vidim, da nimaš s tem problemu. Manekensko delo. Res dream job. Ok. In nekako pojma nijem. Kako? Je Sandra prišla ven z tega. Pitaj Boga. Zdaj, ko se sprašujem, pojma nijem, kaj bi bilo. In vem, da sem takrat že pri svoj 15 začela dosti brati. Prva knjiga je bila, kaj nam pozabila, ki mi je life changing bila. Taka prva takih self-help ali whatever, me nekaj prodal vsega Ferrarija. In dosti sem takrat začela delati na sebi. V bistvu pri 17 se je to začelo. Da sem začela dosti delati na sebi, ker sem tudi šla na razen s svojim prvim fantom po 2 letih, ko so bila skupaj in v tistem momentu sem videla rešitev, tako da pač delam na sebi. In mi je dosti spremenila pogled na to in ne, to pa ne bi fuck it, bom povedala, sam si je kriv. Ne bom, to je vam povedala. Pa če ena zadeva je bila, kar vključuje lih tistega prvega fanta, kar mi je naredila klik, Sandra, ti ne boš več manekenka. Ampak ja, no, jaz sem začela dosti brati, dosti se pogledati sebi, dosti delati na sebe. In nekako sem zapustila fitness in vse to. In yours truly je prišla v tam enih 62-63 kg. V tistem momentu, fuck, jaz sem zdaj obis, jaz sem zdaj pujsa. Zdaj imam dosti več. Ampak, oh my god, zdaj sem najdebelejši človek na tem svetu, zdaj pa moram stradati, zdaj pa našel stradati. In spoznala sem svojega bivšega, prišla sem v Maribor, vse normalno sem živela, popolnoma normalno, dokler se pri 20-21 ni spet razvil ta nezdrav odnos s hrano.
Jaz sem, kar sva šla ven, zmeri gledala, kam jedla, kjer uri mu jedla. Imela sem treninge zjutraj v fitnessu, zvečer, potem jaz sem mogla definitivno na sprehod ali laufat. Dejansko konstantno se mi je vrtelo v glavi, samo nisi dovolj, nisi dovolj, nisi dovolj. Nisi dovolj suha, nisi dovolj lepa, imaš preveč mažolju, pač konstantno je bila neka kritika v moji glavi. In to je trajalo, ne vem, mene 2 leti sigurno. In potem spet je prišlo, pojma nimam kaj. In jaz sem pozabila na fitness, pozabila sem na vse. In tista, veste, kaj sem rekla, daj 60. V bistvu to se je zgodilo potem, kadar sem šla na razen s svojim bivšim fantom, ker, to sem že večkrat povedala, sem se preselila v študentski dom. Tisti, ki ste v študentskem domu, veste, da imate najboljši v lifeu in hkrati moje sožalje. Če hočete nekaj delati na sebi, za sebe, nekaj ustvariti za sebe ali pa na sebi, to res ni najboljši kraj za delati. Torej ja, jaz sem tisto 1 leto preživela z alkoholom, z zelišči, z dosti junk hrane ob 3-4 po noči, z nutello ob 2 po noči, z bivšo cimronom, pozabila sva enkrat. Delale stvari, ki jih ne bi smele, in ob 11 po noči, cela tista, ki prije v Lidlu, ta velik peanut butter jar, celega sva žlico pojedle in to nama ni bilo dovolj, ko sva šle dol v študentskem domu do avtomata in zapravili 10 € na avtomatu za čokoladice. Torej, to je 1 leto, kakor sem rekla, moje kile so bile in poznati se mi je začelo. Začela sem je poznati ne samo po kilih, ker to bi še nekako sprejela, pač kar kaže na vagi, to jaz se zvagam mogoče enkrat letno. Zdaj na zadnje sem se, ne pamtim kada. No, kar mi je pa res zabolelo, sicer na začetku, bom kar direktno povedala, se niti ni toliko poznalo, oziroma se je poznalo, ampak veste, kaj zmeri govorim, obdržite svojo moč, ne dajati moči drugemu. Jaz sem jih to delala. Jaz v svoji koži se nisem več počutila dobro, ampak, ker smo totalno iskrene, ker je to moj kanal in ker na svojem kanalu nočem biti zaprta in delati neko fasado, kako sem jaz perfektna, ker verjemte mi, nobena youtuberka, nobena blogerka, ne v Sloveniji, ne na svetu, ni perfektna. Vse imajo kakšne take zgodbe. Torej, jaz sem svojo vrednost prelagala na fante. Ker sem videla, ok, si se zredila, imaš celulita za izvoz, kar me najbolj boli. Moja matika ima že skoraj 50 let, zdaj se je začel poznati celulit, mene pa fucking 22 imam celo rit in noge celulita. Ok. Prelagala sem svojo vrednost torej na fante. Prišla sem do točke, ker sicer v svojem telesu sem bila ampak sem videla, da fuck, sej še vedno dobijam pozornost fantov, še zmeri sem všeč, še zmeri ni lih neki, da se moram bati, da bom ostala sama z mačkami. To se je zgodilo čez 1 leto. Ok, pač 1 leto od tega, kar vam razlagam. Torej, in prelagala sem, pač čez zmeri sem videla interes, kakvi fanti so zainteresirani z nami, pač vsi neki trenirajo, vsi neki ful lepi in sem bila, vse sem Dora. Jaz ne rabim nič delati. Vse tudi, če me je malo več, se še vedno dobim pozornost, še vedno. Le kakvi tipi so, okoli mene. Največja neumnost. Punce, prosim, jaz sem zato tukaj še posebej. Punce, ki ste mlajši od mene, prosim, ne biti tako, kot sem bila jaz. Sicer, hvala Bogu, nisem bila neumna in nisem izkoristila študentskih let za eksperimentiranje, če veste, kaj mislim. Ampak sem vseeno nekako zdržala. Zelo je čudno to govoriti, ker vem zdaj zadnje čase, ko mi pišete, vem, da me spremljate tudi 14-letnice in zadnjih par mailov sem dobila lih od vas, tako da bom zmeri zdaj to v glavi in me malo stiska, ko začnemo v takih debatah. Torej ja, bilo je tisto leto, skoraj leto pa pol, ko sem živela od junka, od poznih obrokov. Športala nisem ništa, kot šport sem se štela, tiste, ki ste z Maribora, boste vedele. Jaz sem bila v štirki, v štirkadom, tu je štuk, tu je 7-ka, pol je 5-ka, se mi zdim, pol je 4-ka, ter v meni največji sram petrola. Za mene je bil šport iti do Itzmarta, za mene je bil šport iti do trafike v tistih časih. Ampak, kakor sem rekla, dejansko sem čutila, sama pri sebi si nisem bila cool, ampak sem bila, se še vedno lahko dobim. Pač svojo vrednost sem res dajala samo in izključno na to, če sem osebi moškega spola všeč.
budala. No, ampak pol s časom pa se je zgodilo, da sem prišla do točke, ko z dvemi fanti pa je vmes postalo nekaj malo bolj resno, bi se reklo. Oba pa res športnika, vesela, ful, ne vem, navdušena športnika. To je edini cilj v lifeu, razen pač ga iti pit vsake toliko in je bil to edini cilj. In so mi rekli, pa če prideš zraven, povsem nedolžno, niso nič mi hvala. In v tistem momentu sem se zavedla, da dejansko ni mi cool, da sem taka, kot sem. Zato, ker me je ratalo sram. Nisem si upala več iti na sprehod z ljudmi, ker sem ratala zadihana na sprehodu. Pri 22 letih, pardon, takrat sem 21. Pri 21 letih na sprehodu zadihana. In takrat sem začela študirati, parkrat sem se prisilila sicer, zraven sem umirala, ker tempo, kaj imajo te ljudje, ki redno športajo. In tam drugače zdaj delam full speed up version celote. In prišel je čas, ko sem se preselila na svoje. Za sabo sem pustila vse to, razčistila sem si v glavi, da ne sem sama svoj, pač že kakšne pol leta predtem sem si razčistila, da res ne rabim neke moške potrditve, da važno je, kako se počutim. Ampak te vzorci, ki sem jih imela skozi življenje s sabo, kar sem jih nosila v prtljagi, so se mi prikazali nazaj. Prišla je točka na sredini poletja, kjer sem bila najbolj low v življenju. Zdi se mi, da je bilo začetka avgusta. Poleg 12-urnega delovnika, kar smo ga v sportini, to je nekaj navadnega, ali pa vsaj 10-urnega, če že ne 12, sem imela samo še doma mico in prazno. Nisem imela, kolegi in vsi so itak šli domov, ker so bile počitnice, noben ne živi tu, noben nija stanovanja. V Mariboru nisem zraven dela praktično nobenega poznala, družine nisem hotela moriti, ker nekako sem jih jaz potisnila na stran in bi jim bilo pa malo nerodno jih klicati, zdaj pa spogrešam, ker ja. In sem se začela spet zanašati na hrano. Skoraj vsaki drugi večer, če že ne vsak, sem po delu, končala sem torej ob 9:30 rečemo, po delu sem šla do bližnje pekarne in pustila tam, vsaj 10 evrov. Prišla domov in se nažirala toliko, da mi je skoraj slabo delalo. Počasih sem se zraven pekarne ustavila še na Petrolu, tako da sem pojedla vsaj pol tistega od pekarne že po poti, se ustavila na Petrolu, še tam kak junk in prišla pol domov žret, ker pač my life. Res sem bila ta čustveni jedec, kakor bi se reklo, in svoje čustva sem jedla to, sem se počutila osamljeno, to, da sem se počutila na momente, sem imela take tudi zelo čudne misli, nisem videla več vrednosti v življenju. Zdaj samo intermezzo. Tu je dokaz, da lahko imaš ti stanovanje, lahko imaš ti avto, lahko imaš ti šiht, če ti nimaš tukaj poštimano, ni nič vredno. Gremo nazaj. Torej, imela sem praktično v vseh papirjih vse, kar bi si lahko človek želel, in še vedno sem prihajala domov in se jokala zraven mice, nažirala s hrano in vsak večer rekla, jutri pa res, jutri bo pa drugačen dan, jutri bo lažje. In spet se je ponovilo, pridem delat, recimo da ob 11 delam do 9:30, kaj bom zdaj, itak ni nobenega tukaj, da bi se družila, itak zaspana sem že malo najbolj, da se grem na žret, kom res konkretno zaspana, grem po tuš pa spat. Zraven tega je s časoma moja samopodoba, ker če daš v trgovini z oblekami, srečuješ pač ženske, ki grejo po nakupih, in ženska narava, vsaj kolikor se jaz opazila, je primerjena. In kar začneš opazovati, da prijejo ali starejše ali karkoli, ki izgledajo ne samo kot 20-letnica, ampak tudi dosti boljše, ti tvoja samozavest malo pada. Zraven tega, če imaš v sebi tudi ljudi, kar ti redno radi malo, čeprav v zafrkavanju, ker mislijo, da si zelo močna oseba, ker na zunaj vem tudi v mojih videih, da delujem zelo močna oseba, in ti že pač malo zafrkavajo te, si se malo zredila, to ni lih najboljše, kaj lahko rečeš o sebi. In se je začelo, da zraven tega, da sem že tako jedla svoja čustva, so prihajali dnevi, ko sem bila fraj,
Ko sem cel dan preživela v posteli, jokala se, nisem videla, ne pointa bi šla po tuš, ne pointa, da bi pila, jedla, karkoli. Pač te moji odnosi s hrano in z vsem tem so se samo še slabšali. Vmes sem dobila tudi par povabil, da bi šla športat, da bi šla na pohorje ali karkoli. In moja nizka samozavest je bila no way, no, ni šans. Pač dejansko, če vam zdaj povem iskreno, teden pa pol, 2 tedna nazaj sem prvič probala iti na pohorje z Matjažem, sem je ful pihalo, tako smo se ustavila že pri Luka, neki Luka. Ampak ja, kako. Torej ja, moja samozavest je bila totalno up. In prišel je point, ko sem tudi klicala, joj, ne moram vedeti, da tem govorim, klicala svojo mamo, kateri nikoli v življenju nisem hotela govoriti svojih problemov, ker sem bila zakaj, da fakt bi jo obremenjevala, se moram sama razčistiti vse te zadeve, ne. In sem ji povedala, da dejansko ne vidim več razloga, zakaj živeti praktično. Malo obrnjene besede, ampak to je bil point, to se je z mano dogajalo. Ona je itak panika, pa ne tako govoriti, pa ne vem kaj, in v tem momentu, ko mi ona začne, da kako sem super, koliko se ogromno delam, sej imam blog, imam shift, imam faks, da sej sem super, toliko potencijala, da sem super vse, bla bla bla, meni skoraj drugi živčni zlom v življenju. Jap. In fast forwardimo, ne vem, mesec pa pol, pol meseca. Potem, ko sem obiskala par psihoterapevtov in vsega skupaj, smo odkrili tudi to, da jaz svoja čustva jem. Zaradi tega odnosa, ko sem ga razvila že v osnovni šoli, da hrana je slabo. Hrana je špeh. Jaz sem prvič že začela hujšati v osnovni šoli, v zelo, zelo ranih osnovni šoli, ko bi se reklo, letih. In je vse to trajalo do zdaj. In zdaj, kadar sva se z Matjažem spoznala, on pa je najbolj zavzet športnik, kar jih jaz poznam, ampak resno, športnik, ka sem jaz si želela takega fanta, ka sem bila v kakšni zvezi in sem silila ljudi, da bi šli vse na sprehod ali nekim, zdaj sem jaz tista oseba, ko me mora on siliti. No, spoznam Matjaža, že tako, ko sva se spoznala, zlati človek. Tako je prepoznal, da pri meni neki lih ne štima, ker me je povabil, greva laufat. Joj, ne, mi napaša v glavi, pa fuck, ne bo vil, ko si bila skladitje, pa fucking 20, ni šans videti, tako splezajo not v kavč. Fuk, njeni mački. Ne tega delati, pač konstantno smela, da ne smem se pokazati pred drugim, ko sem Boga, ampak a ni to fucked up, da dejansko jaz si nisem upala iti športat, zaradi tega, ker bojo videli, kako nimam kondicije, ampak samo športanjem dobiš kondicijo. Okej. In privedlo je do tega, da sicer pol nekako mu je uspelo, ker pač to je čudovit človek, da sem malo začela, v sredini decembra sem začela tudi s fitnessom, lažje v sredini decembra, v sredini novembra, do nekje sredine januarja. In pa se je začelo menjavanje šihta, pa blog, sestanki, to mi zalaufa in dejansko nisem imela časa. In zdaj je maj že skoraj. Od takrat jaz nisem naredila praktično nič. Sicer ja, se spravim kdaj na sprehod in to, ampak še vedno sem nekako, recimo, ful sem proti temu, tako da mi je obupno to priznati, ampak hočem spremeniti. Tako vedno, če priznam, če dobim vaše komente, da jih neham že, da me bo spodbudilo, ko pa če mi samo Matjaž to govori. Še vedno torej kadim. Ene 5 čez kav dnevno ni nič. Živim od junka, zato ker pač, ne vem, če si vegetarijanc, očitno vse gostilne in vsi mislijo, da ti živiš od pohanega sira. In ker sem rahlo preveč lazy, da bi kuhala, ne. In spet se je vrnil ta vzorec, da prihajajo dnevi, ko se nažiram. Prihajajo obdobja, ko si ne upam več v kratkih rokavih hoditi, zato ker kdo bo videl moje roke, ker si ne upam več oblekt nositi, če so nizke, zato ker moje noge. Prišlo je tudi do momenta, ko si nisem upala dejansko spet z Matjažem, nič, ne iti, on pač ful športa, res ekstremno ful. In zaradi tega, ker vem, ko nimam kondicije, moja samozavest je toliko kakor v življenju ni bila, sicer zdaj sem, kakor je lahko videti, že dosti naredila na tem, ampak je bilo res obdobje, ko sem se konstantno primerjala, ko dejansko sem ničvala, ne vem, da bi življenje normalno živela, sem konstantno imela v glavi svojo samopodobo. In poznam pa iz svojih prejšnjih izkušenj, da vedno
mi je s težavo sem začela karkoli, pa kadar sem, me nisi ustavil. Vse, če ste me spremljali od začetka, tiste, ka ste me, veste, koliko sem daje zdrava prehrana, fitness, dajmo zjutraj vstati o 5, pa že iti delati, kaj tako. In pri meni se to ponovadi začne, kadar sem že enkrat v tem. Zato sem se zdaj odločila tudi za Perfect Body, ker se mi zdi to perfekten način. Samo LPG, če pomisli LPG, whatever, tista zadeva, kad ti špeh vam vleče. Samo tisto, naprimer 6 cm te spraviti skupaj. Super, motivacija, jaz fucking 6 cm, grem nekaj delati zelako. X-Body 2x tedensko po 20 minut. To telovadba, kar sem enkrat povedala, ste videli, koliko je bilo preklinjena. To ni bilo kontrolirano, to verjemte, če bi bilo kontrolirano od preklinjena, sploh ne bi bilo. Ampak to je prišlo ven z mene zaradi bolečine. In tretja ta osmoza. In zdaj vidiš zarila. Ok. Zaradi tega, ker se mi zdi, da če bom to začela s tem, da z vami, ker, zdaj poslušajte to, razmišljam tudi, da bi naredila before in after in slike ali pa objavo z vsem svojim špehom. Nač črne barve, tako kako sem. In se mi zdi, da dejansko, če daš to enkrat na internet in če sproti delaš, da te prosi tudi, da začneš malo bolj jesti, da začneš tudi sam malo bolj športati in da je tisti puš, ka ga rabiš. In ker sem res dosti manj tega, kako sem se počutila, sem začela že sicer na svoj psihi konkretno delati, tako da I'm fine trenutno, ampak še tisti puš, da začne nekaj s telesom, se mi zdi, to me je spodbudilo, zato ker sem že na psihi si razčistila, da ok, dosti je bilo piti partija, dosti je bilo tega odnosa z hrano in z vsem, dajmo nekaj narediti. Zaradi tega, ker sem si tako razčistila, sem končno pripravljena to ta korak narediti in z vami deliti celotno izkušnjo. Zdaj vabim tudi vas, če ste za ta moja preobrazba, kakorkoli bi se reklo, bo trajala 3 mesece, seveda prvo potrebno tudi vzdrževanje. Ampak če ste za, gremo nekaj narediti skupaj. To je bila zdaj ideja v momentu. Da se 3 mesece spodbujamo, da nekaj delamo, ker lejte, jaz vam dam svojo besedo, moram vam, ker zdaj sem se nekako že zaprisegla, da to delna, ne? Da pač jaz sem dala vse od sebe. Jaz sem trudila, koliko slako ne rečem, lahko bojo še zmeri prišli dnevi, ko bom, ne vem, torte si privoščila ali pa sladoled, pač, come on. Ampak naredila bom najbolj, kar lahko razmišljam tudi. Zdaj to me pa ne vzeti za besedo in vegani ne me pol zasovražiti, to ne resničim. Da bi vsaj te 3 mesece prešaltala nazaj iz vegetarijanstva na veganstvo. Ker mleko, če bi vi vedeli, koliko bupno je mleko za telo, jaz pa zaradi mojih kav toliko mleka, kolikor ga spijem, svašta. Pa sira, pa vsega, tako da se razmišlja bi tudi to. Tako da, če ste za, bi naredili nekaj skupnega, pač jaz itak bom imela 2x tedensko LPG, 2x tedensko X-Body, kako sem prej rekla, kaj je bilo prav? Tisto zadevo, kaj ne znam izgovoriti, osmoza. To bom imela tudi parkrat, tako da 3 mesece imela teh terapij, če zraven grem še parkrat na Pohorje z Matjažem, ali pa če grem kdaj zjutro teč, meni se zdi, čez 3 mesece me ne boste prepoznali, razen mojih roza las. Ok, to za ta video vse, verjemte, da zdaj sem dosti skrajšala vse zgodbe, če si želite, ne vem, podrobnejšo zgodbo o manekenstvu, behind the scenes, če si želite podrobnejšo zgodbo o fitnessu, o mojih osnovnošolskih letih, zakaj sovražim ljudi, ki prcajo druge ljudi, če si želite podrobnejšo zgodbo, ne vem, o tem, kar se mi je dogajalo prejšnje poletje, kar sem si mislila, nikoli ne bom spregovorila, in kaj se je dogajalo z mojimi terapeuti, kaj sem dala skozi, to vse vam lahko, samo napišite mi spodaj, kaj bi vas najbolj zanimalo. V prihodnosti pa pripravljam tudi kakšne make-up tutoriale, mogoče za na Instagram, tisto na hitrico, samo 1 minuto, tako povejte mi tudi to, če bi vas zanimalo, in se vidimo drugič. Čau, čau!